Koprski župan Boris Popovič je v teh dneh spet v stari formi. Poln energije, odločno na okopih v bran Luke. Iz njega bruhajo besede. Jezik namazan, v želji biti ljudski in neposreden, je njegova že do zdaj vprašljiva retorika še razširila krila. Če rečem nekomu, da je kreten, je pač kreten. In sem rekel, da je kreten. In zato sem obsojen, ker sem rekel, da je kreten kretenu. So v igri novi komunikacijski prijemi še svežega županovega svetovalca Sebastiana Jeretiča, ki skrbi za dvig županovega ugleda, ali je tudi njemu ušel izpod nadzora? No, jaz upam najprej, da to ne počne svetovalec. Ker če to počne svetovalec, potem je on enak. Treba povedati Bobu Bob in treba povedati po resnici. Če je nekdo Mona, je Mona. Ne moremo reči, da je pameten, če je kreten. Če bi zamenjal, bi rekel to svojo retoriko, ker pa predpostavljam, da tega ne bo pripravljen, pa da ni pripravljen, ker misli, da je frajer, da je Jack. Zato mu napovedujem hiter konec. Zdrs na gostilniško retoriko je posledica kriznih razmer, v katerih se je znašla tudi politika, pravi Kline. Zato so politiki tudi vsak dan slabši in vsak dan se vedajo bolj agresivno, bolj nepredvidljivo, zaradi toho, ker so frustrirani. To seveda škodi vsakemu politiku posebej, spet njegovi stranki, celotni politični garnituri. Dokaz so ocene javnosti vsako leto slabše. Le še za 14% ljudi so politiki ugledne osebe. To je popolnoma porazno stanje. Takšnega ni bilo nikoli. Gre vsako leto za kakšno stopinjo bolj proti peklu. To se pa sprenevedel. Sprenevedel se Borut Pahor, ki ima 3 čiste, potem se sprenevedel Janša in zdaj se sprenevedel ona, čakajte malo. Koliko se izplača reči Bobu Bob na prostaški način in v kolikšni meri javnost kaznuje cestni besednjak, barometer bo prihodnje leto v Kopru.